Spoštovani državljanke in državljani, dragi Slovenke in Slovenci doma v zamejstvu in po svetu. Izteka se praznično Maistrovo leto, v katerem smo se spominjali 150. obletnice rojstva in 90. obletnice smrti predanega domoljuba, pesnika, vojaškega stratega in poveljnika, generala Rudolfa Maistra. Njegovo trezno in smelo razumevanje političnega in vojaškega dogajanja ter neomahljivo vodenje sta slovenskemu narodu dala zgodovinsko moč v nemirnem obdobju ob koncu Prve svetovne vojne. Rudolf Maister se je zavedal, da je zgodovina manjše narode pogosto prepustila šahovskim potezam velikih sil. Slutil je, da se slovenskemu narodu na prepihu oblikovanja novih nacionalnih in političnih razmerij lahko zgodi krivica. Zato je v svojem srcu začutil, da mora ukrepati za bližnje, za soborce, za Slovenke in Slovence ter predvsem za prihodne rodove. Z neizmerno ljubeznijo do domovine ter vizijo enotne in ozemeljsko celovite države je s svojimi borci trajno zaznamoval obstoj našega naroda. Maribor in celotna spodnja Štajerska sta z razorožitvijo nemške zelene garde postala del države Slovencev, Hrvatov in Srbov, ter desetletje kasneje del samostojne Republike Slovenije. Tako se je general Maister skupaj s požrtvovalnimi in pogumnimi dejanji svojih soborcev s peresom in mečem vpisal v temelje slovenstva. Tudi danes Rudolf Maister velja za izjemnega in navdihujočega človeka. Zato želim ob državnem prazniku poudariti neizmerno širino in večplastnost njegove osebnosti. Njegova misel, umetniški izraz, narodna zavest in voditeljstvo so ljudem v času teme in negotovosti prinašali upanje. Upanje v pravičnejši in stabilnejši svet mirnega sobivanja narodov. Svet, v katerem vsak narod sam odloča o svoji usodi. Ponosni smo lahko, da je samostojna in suverena Republika Slovenija plod Maistrove dediščine. Maistrova sporočila so še vedno živa. Opominjajo nas, da si moramo neprestano prizadevati za medsebojno zaupanje, spoštovanje in dialog. Spoštljiva, premišljena in iskrena beseda ima lahko neverjetno moč, saj najde pot do srca in razuma. Zato vam ob državnem prazniku želim, da bi doma in širom sveta ostali zavezani pogumu ter modrosti, da bi znali izreči in slišati neposredne, odkrite in človekoljubne pozive k humanemu, solidarnemu in mirnemu svetu, o kakršnem je sanjal naš ljubi vojak s peresom vojanov. In jutri v tej uri več groma in boja ne bo, oj jutri, v tej uri fantje domov pripojo. Iskrene čestitke ob državnem prazniku dneva Rudolfa Maistra. Praznujmo ga zavedno s spoštovanjem in hvaležnostjo.